Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, če po prvi svojem sva tole že drugič posnele, ravno zaradi recimo moje male treme, ker je v bistvu od zadnjega snemanja BIM Pogovorov minili že kar precej časa. Moral sem je dejansko na spletno stran pogledati, kdaj je bila zadnja oddaja BIM Pogovorov objavljena, in to je bilo 10. julija, skoraj 2 meseca je od tega. Tako da, Robi, si kaj BIM Pogovore pogrešal? Zdaj bi moral verjetno reči ja, ampak če sem čisto pošten, čist nič. V bistvu ja, sva si najbrž kar bolj manj tako, resno vzela dopust od tega snemanja. Mislim, da so si ga tudi zaslužila po več kot 2 letih kar precej rednega snemanja. Še posebej v zadnjem času, ko je, ne vem, enkrat en Matevž prišel z idejo, kaj če bi mi uvedli enkrat enih 5 minut v petkih, ne? In pol je bilo to, bolj manj sem jaz skoraj občutek, da se skozi snema, ne? Ja, tudi jaz, v bistvu se jaz skozi snema. Ja, res je. Morda se to tudi opazili in na kvaliteti in na pripravljenosti in ne vem še čem. Tako da je recimo ena taka prva zadeva, ki smo jo z Robijem sklenila čez te dolge počitnice, je to, da greva nazaj na pač tisto redno 14-dnevno objavljanje BIM Pogovorov. Torej, ti si prešel kar direktno k stvari. Kaj če bi najprej povedala, da danes nimava gosta? Ja, to so poslušalci verjetno že opazili, ne? Ker ga nisem posebej najavila, ampak ja, nimava gosta. Danes nimava gosta, danes bova pač povedala, kaj sva razmišljala ta 2 meseca v povezavi z BIM Pogovori, pa bova pač upam, da bova prišla do kakih zaključkov. Torej, Robi, zdaj si ti to rekel, kot da sva mi dva aktivno razmišljala o BIM Pogovorih cele 2 meseca, ravno ni čist res, ne? Ampak ja, sva kar nekajkrat nekaj na to temo tudi rekla, tako da ja, v bistvu je bilo pa najbrž na pladnju vse, ne? Od tega, da nehava, pa do tega, da je bolj manj skoraj vsak dan snemava. Točno to, ne? Vse sva dala na plano, sva delala pluse pa minuse vsega pristopa in bova videla, če sva se prav odločila. Konca sva si na koncu rekla, kaj sva si na koncu rekla, ne? Končava še vedno. Ja, končati je najlažje v bistvu, ne? V bistvu enostavno posnamaš, rečeš hvala lepa vsem, hvala Robiju in hvala Matevžu in je to. Ampak mislim, da so si edina v tem, da bi vsem to rada počela in verjamem, da tudi poslušalci odnesejo kaj od teh oddaj, da se kaj naučijo, da se morda včasih nasmejijo, saj upava tako. Mava pa ena posebno temo, ki smo si jo najbolj zadala za recimo vsaj začetek, da midva to počasi spet speljeva, ne? In če kar dokončam to misel, in to je to, da v bistvu prova vas poslušalce mnogo bolj vključiti v same BIM Pogovore. Z odzivi, z kritiko, z ne vem še čem, ne? Ja, tu bi lahko povedala, da se je predvsem v zadnjem letu javili neki ljudi, kar so bila vsakega maila posebej smo bila res zelo vesela. Z nekaterim smo tudi potem malo debatirali, pa smo ugotovili, da bi bili dobri gosti, pa so potem odklonili zaenkrat zaradi pomanjkanja časa, ali pa zaradi treme, ali pa zaradi kombinacije obojega. Ampak vseeno bi si oba želela, pač da bi bilo tega več, mogoče bolj kontinuirano, da bi dobila dejansko odziv na posamezne epizode, ne pa na splošno. Tako da bova poskušala kaj storiti v tej smeri, ne? Vsekakor in verjamem, da se bojo poslušalci na koncu naveličali, zato ker najbrž to ponavljal vsako oddajo posebej. In to je,
kako najlažje kontaktirati naju, v bistvu, če imate, ne vem, grajo, kritike, pohvale, karkoli. Vprašanja. Karkoli. Ideje za nove oddaje. Težave. Ideje, kako izboljšati vse skupaj tehnično in skratka, karkoli, ne? In bi rekel, predloge gostov. Absolutno. To je vedno tako. Skoraj sva že enkrat uvedla, da mora gost predlagati naslednjega gosta, ampak ta je bila malo huda. Ampak najbrž bi lahko nasplošno rekli tako, da če nas želijo poslušalci kontaktirati nasplošno, najlažji način, tako da oba dobiva to obvestilo, je kar info@bimpogovori.si, skratka mail naslov info@bimpogovori.si in se lahko razgovorite, pograjate, pohvalite, karkoli hočete, in bova na vsak način zelo vesela, in jasno vam tudi odgovorila. Po drugi strani pa Robi so prosti, ker danes sem neki sem noter padel zdaj, čakaj. Zdaj, če imate pa kakšno kritiko ali pohvalo na konkretno oddajo, pa najbrž najlažje, ker čez Facebook, tam, ko je objava, zraven napišite v komentar. Jaz se zavežem, da bom redno bral in da vam tudi odgovorim. Robi tudi. Robi, zdaj pa ti povej, kaj si še hotel dodati? Ne, jaz sem hotel dodati tudi, da če ne bo kdorkoli kontaktiral tudi na kak drug naslov pa na kak drug način, ne bo izbirčno. Absolutno ne. Vsak posebej pohvaljen. Tako da, pa, ko se ravno čakal na besedo, ne, pa ko si obljubil tudi v mojem imenu, da bom jaz bral komentarje, pa jih pač bom. Ne. Ja, lej, to je del tega, kar si soavtor BIM pogovorov. Seveda sej. Ni težko, vsekakor ni težko in se že veselim kakršnega koli odziva. Jaz bi res pozval vseeno, tudi če imate kakšne graje, dajte povedati, ne, sej ni nujno, da na cel podcast, ampak mogoče nekako posamezno oddajo, če vam kaj ni bilo všeč, če smo kaj pozabili vprašati, dajte nam povedati. Ne. Ja, včasih mi, ko se pogovarjava, lahko rečeva, recimo, a sva bila premalo kritična, a nisva dost vrtala v gosta in tako naprej, ne, ampak eno tako, se mi zdi eno tako ravnovesje med tem, da želiš iz gosta kaj izvabiti, morda tudi takšnega, ker ni najbolj njemu uprit, ali pa nasplošno gradbeništvu ni najbolj uprit, pa do tega, da jasno ga je treba v vseh pogledih podpirati, vsem si je vzel čas, zato ni plačan, mi da tudi ne, no, ampak skratka, si je vzel čas, si je pač povedal stvari, ki jih je imel zapovedati in najbrž res ni konec koncev tudi fair, ne, da ga pa postaviš v bistvu nekam, pa rečeš, lej, to narobe delaš, pa narobe delaš, to je pa drugače, ne, in kaj še vse, ne. Kje pa imava midva konec koncev tudi pravico, ne, tudi ne pozna vsega ozadja, ne nič, ne. Pa tudi na koncu vsaka daje rečeva, da jih bova še povabila čez kako leto, da povejo spet, kaj je novega pa to in nekako verjetno se ljudje ne bi odzivali, če bi šla vedno na noša. Ne, pa se to tudi ni to, mislim, da niti ni v najni naravi, ne, da bi kaj takšnega počela. Mislim, da je nasplošno čist preveč negativizma, da treba res v bistvu izpostaviti tiste dobre stvari. Konec koncev jasno se zaveda, da tudi ni vse v rožcah, pa BIM ali pa nasploh te tehnologije ne rešujejo vseh stvari. Tako da ja, tista zadnja oddaja s samim Petrom Medvedom je mene iskreno presenetila. Da je pač tako odkrito povedal in je na koncu delno, če tako pogledaš, tudi v redu, ne? Da BIM izpostaviš kot nekaj tako malo za zagon, za motivacijo naslednjih generacij. Ob tem se pa jasno zavedaš, da BIM žal ne rešuje vseh problemov v gradbeništvu. Ja, no, jaz sem že mislim, da me to dajo povedati, da me to zelo presenetilo, ker sem imel vedno drug občutek, ampak obenem pa moram tudi povedati, da sem zelo vesel, da se ljudje recimo na nekem položaju, ki imajo vpliv na
gradbeništvo po smeru, v katero se giba, da se zavedajo stvari, da so jim stvari jasne. No? Tako da, kar se po tega tiče, pa moram reči še enkrat povedati, da sem zelo vesel. No, da ne bova predolga, Robi, že kar takole malo nakladava. Jaz bi v bistvu morda to zadevo speljal nekako na ta način, da zdaj ne bova objavljala vseh možnih idej, ki sva jih imela, ampak ko bodo te dozorele, jaz upam, da bodo same nekako se upeljale v kontekst oddaj, ali pa morda tudi kaj širše. Tako da, ko bodo stvari res postavljene, takrat boste jasno poslušalci prvi, ki boste zvedeli, kaj bo novega oziroma kaj je novega. Tako da, kot rečeno, mislim, da je pa ta osnovna tema, ki sva si jo nekako zadala za recimo do konca leta in naprej, jasno to neko postavljanje neke takšne bolj tesno povezane skupnosti, da si med sabo tudi pomagajo in bi jim pogovori tukaj morda služijo kot posrednik pri predajanju nekih takšnih informacij. Robi, počitnic je konc, danes snemava, danes je nedelja, zvečer, jutri je šola, tole bo objavljeno čez 2 dni. Robi, kako bilo pa drugače počitnice? Počitnice, v redu, delovne, vroče, zanimive. Po eni strani, ko mi čakam, da se šola začne, da lahko malo počivam. Dobro si povedal, jaz tega ne morem reči, ker sem ravno z počitnic. Zdaj, mislim, da sem si po dolgih letih smo si privoščili take res konkretne počitnice čez 2 meseca, v bistvu ne, jasno, vse skupaj 2 meseca, ampak tako 3-krat po en teden, na to kar nanese nekaj. Tako da ja, imam kar malo treme pred jutrišnjem dnev, ponedeljek zjutraj in tako naprej. No, moje oziroma naše počitnice so bile pa tako daleč nazaj, da se jih niti ne spomnim več. Ja, Robi, moraš malo na dopust, ne? Še pred oktobrom, ko se resno dela začne, pa v bistvu in spet študenti in tako naprej. Čeprav so zdaj spet izpiti in podobne stvari. Robi, sigurno imaš pa kakšno priporočilo? Ja, sem videl, da imaš ti eno priporočilo. Pa sem se pa tudi jaz spomnil, da bi lahko nekaj priporočil. In sicer na koncu vsake oddaje sva govorila o tem, kakšno je najno ime oziroma vzdevek na Twitterju, pa kje ne lahko najdete, pa tak naprej. No, in v teh 2 mesecih, kar se nismo slišali, se je pa zgodilo to, da se je pojavil nek tekmec Twitterja. In to je neke vrste, pač odprtokoden, decentraliziran sistem, kako nam tem rečemo, platforma, ki deluje zelo podobno kot Twitter, reče se mu Mastodon, dela pa na tak bolj tehnično zahteven način, se pravi tam Mastodon to omrežje, potem ima neke instance in tak naprej. No, in slovenska instanca, kar je za vas važno, je tudi.si, se pravi tot.si. Tam se lahko prijavite. Kar je meni všeč je to, da je vse skupaj spet deluje na principu časovnice, se pač objavlja lepo v časovnem zaporedju, ne pa to, kar dela Twitter, kar je čisto preveč. Poleg tega je pa gor manj ljudi kot na Twitterju, kar pomeni tudi manj debat o politiki, ki nobenega več ne zanimajo, pa manj napadov, pa tak naprej. No, tak da. Jaz se še sploh nisem prijavil gor, sem pa že kar nekaj raziskal, tako da ne morem še povedati, kako je moje ime gor, ampak splača se pa pogledati, pa raziskati mogoče, če bo kdo imel čas, ne pogleda. Se pravi, Mastodon, mislim, da tudi mastodon.org, ne, mastodon.cloud, tako. Slovenska instanca je pa tudi.si, lahko se pa prijavite kamorkoli želite, tako da. Ok. Zgleda zelo zanimiv, v bistvu moram pa reči, da še nisem slišal za tole. Ja, tudi jaz človek bi pričakoval, da bi slišal prej, ampak dejansko sem na Twitterju toliko malo zadnje čase, ker so me stvari začele motiti, da nisem naletel na tole. No? Ampak mi je pa zanimivo, je pa res, da moraš malo več tehničnega znanja imeti, da se sploh spraviš gor, pa da do vseh prideš, ampak meni se zdi zanimivo, no? Zato tudi priporočam.
Kaj pa ti, vem, da bo knjiga? Absolutno. Zdaj sem enkrat prvo razmišljal o tem, da sem zdaj čez poletje res tako podcast abstinenco. Na dopustu običajno sem vedno podcaste preposlušal, mislim, ni na koncu vsega zmanjkalo, že zmer sem iskal nove, kaj bom še preposlušal. Letos sem rekel, ne morem več, dejansko, skoraj sem bil utrujen od vsega tega in sem rekel, ok, zdaj bom pa sam knjige poslušal. In sem res čez poletje preposlušal 3 knjige. Vse te knjige bojo v priporočilih počasi prišle, ampak prva je taka, ki me je trenutno zelo zagrabila. Je pa angleška z naslovom One Breath. Free Diving and Death and the Quest to Shatter Human Limits. Govori pa jasno o potapljanju na vdih. Meni je zelo fascinanten. Naredil sem že celo vmes en izpit iz tega. Ampak to je bilo že, že junija. Ja, tako da se z veseljem trenutno potapljam na vdih. Vse ostale knjige jasno pridejo s časom, z novimi oddajami, tako da je zelo zanimiva tale knjiga. Ni nič tehničnega, v bistvu bolj ali manj biografija o enem izmed najboljših ameriških potapljačev na vdih. To je to. Robi, za konec, kaj lahko rečeva? Še enkrat poudarjava, kje je lahko poslušalci kontaktirate. Skratka, BIM pogovore najlažje kar mail info@bimpogovori.si. Tako kot vedno so jasno BIM pogovori in na spletu, Facebooku, še celo Twitterju. Morda bodo ponovno tudi na Mastodon. Kaj je to v servisu? Ne veva še. Ampak recimo, da zelo bo vesela vsakega odziva. Robi, kje tebe lahko poslušalci posebej kontaktirajo? Najbolj zagotovo na robert@klinc.net. To je to. No, mene pa na matevž@matevždolenc.net, skratka oba pa jasno dobim. .com. Se upravičujem, matevž@matevždolenc.com. Vsekakor pa imajo oba lahko kontaktirati na info@bimpogovori.si. Saj sem rekel, da vam bo še žal, da ste me poslušali, ker sem tokrat ponovil. Torej, to je za takšno prvo oddajo po praktično 2 mesecih vse. Robi, najlepša hvala, da si takole na predvečer prvega šolskega dne novega, vzel čas. Poslušalcem pa tudi upam, da se slišimo in jasno tudi vidimo na kakšnih dogodkih, pa upava oba na odziv vseh. Adijo. Adijo.